A lahko poslušalki Mariji in Janezu poveste, kaj je obrestno-obrestni račun, da boste razumela? Ker zdaj ste to tako zelo lepo bančno opisal, kaj za vas pomeni obrestni-obrestni Ne, račun. Pa dajte za enega malega saj sem človeka povedati, kaj se zgodi z denarjem, ki leži na bančnem računu. prvi stavek sem to povedal, ne. 8% na 100 enot, od prej je 8%, zdaj imamo 108 enot, ne, po koncu tega leta. Naslednje leto je 8% na 108, ne več na 100. Ne, se pravi, se 8% obrestuje na višjo osnovo. Ne. In čez 2 leti ni več na 108, ne, ker je 108, 8% je zdaj že koliko je, 117, koliko ne, potem smo kar, koliko se ne na pamet govorim, potem je pa kar naenkrat 130, 150, ne, in potem se to hitro seveda eksponentno dviguje, oziroma se dviguje bistveno hitreje. Ampak obrestno-obrestni račun deluje tudi v kontrasmer. Denar na bančnem računu Mislim, je vreden kupno moč, to se pa imenuje, zmanjšuje iz leta v leto. zmanjševanje kupne moči, zmanjševanje realne vrednosti. Točno to. To je pa nekaj drugega. Ne? Nominalno, Tudi deluje obrestno-obrestni nominalno račun. imate isti znesek, ampak ta znesek seveda jim prinaša bistveno znižano, za nominalno inflacijo znižano realno kupno moč. Me pa pogosto rečejo, pa se 10 jurjev imam, to kot sem ga imel pred 10 leti, imam tudi danes 10 jurjev na računu. Ja, ampak 10 jurjev pomeni manjšo kupno moč, s tem manj lahko kupaš. Ne? S tem To je kupiš poanta. tretjino avtomobila tistega časa. Ja, kar precej se zmanjša, skoraj za polovico se kupna moč v 40 letih zmanjša. Traktorji, Tako da, če imate denar na NLB-ju, ga aktivirajte. Imamo doma kmetijsko posestvo, traktorji so se v 7 letih podražili za 100%. Traktor, ki je bil takrat Moja 50, je lovi. zdaj 100 tisoč. Nihče ne nasprotuje višjim plačam. Jaz sem izrazito zaskrbljen ob drži recimo sindikatov, ne, ki so posegli de facto s svojo odločitvijo takrat, da so podprli spremembe davčne ureditve, ki jih je prejšnja vlada uvedla, neke mini reformice, ne, na način, da se s tem znižujejo nižje neto plače. Jaz tega samo ne razumem, kaj počnejo sindikati, kaj počne stranka Levica, ki je podprla spremembe, ki so zmanjšale dvig neto plač. In tu gre za neko dilemo. Nihče ne nasprotuje višjim neto plačam, seveda pa moramo vsi izhajati iz skupnega stroška za plače, ki podjetja morajo odvesti v svojih tržnih dejavnostih. Ne. Eno je, da ima javni sektor svojo ekonomiko in izračune, kaj je upravičen strošek dela in kako to plačati. Drugo je seveda, ko se to napaja iz javnih blagajn, ki jih pa kakorkoli si to želimo ali ne, polnimo iz dejansko tržnih dejavnosti. Iz tega, kar smo sposobni na trgu prodati in ne za to pridobiti plačila. Zdaj, ko govorimo o višjih neto prejemkih, više izobraženih, više pozicioniranih v smislu, da sprejemajo ključne odločitve, tako v podjetjih, kot v nekih družbenih podsistemih, ti ljudje so seveda mednarodno konkurenčni. Ne? In ti ljudje seveda razmišljajo, ko seveda o svoji osebni poziciji razmišljajo, pa kako tudi seveda o razvoju podjetja, o lokacijah, ki delujejo spodbudno, ne? Tako na sprejemanje poslovnih odločitev, kot na seveda razvoj teh podjetij. In v tem smislu seveda premik enega sedeža podjetja. Zdaj, NLB se seveda nikoli ne bo preselila, ker je v državni lasti 25% in je sistemska institucija in se tega kot kritična infrastruktura seveda niti ne smemo želeti, kaj šele privoščiti. Ne? Ampak recimo obremenitev višjih prejemkov v višini zdaj že presega 68%. Ne? Ljudje napačno izhajajo iz bruto plače. Kakšne bruto plače? Ne? Dvojni bruto je dejansko to, koliko podjetje stane. Ne? Koliko podjetje mora dejansko denarja oddeliti na različne blagajne, nekaj pride seveda prejemniku na račun, nekaj pa gre za različne javne blagajne, nekaj preko dohodnine direktno v proračun, nekaj pokojninsko blagajno, nekaj kako drugo zdravstveno blagajno in tako naprej. In od tega se seveda napaja vseh socialnih pravic, ki smo ga deležni kot družba. In zdaj, če ti seveda 68 in več odstotkov od 100 enot, kar podjetje staneš, nameniš v te blagajne, je glavni prejemnik pravic iz tega konteksta dejansko ta javna blagajna oziroma te javne blagajne. Če 68% od 100 enot gre v javne blagajne, gre to v dobrobit seveda slovenske družbe in za razvoj socialne države. Želimo si čim več takih delovnih mest, ki dejansko napajajo ta bazen, iz katerega potem seveda lahko mi te socialne pravice naslavljamo. Z denarjem, ker na koncu še vedno živimo v denarnem gospodarstvu, denarne ekonomije. Ne gre drugače, nažalost. In zdaj, če vi imate, ne vem, v enem velikem podjetju slovenskem 50 kolegic in kolegov zaposlenih na individualni pogodbi, recimo poprečno plačo 10 tisoč evrov bruto, je to dejansko 11 tisoč 700 evrov, ker je 17% treba prišteti za drugi bruto prispevek delodajalca, na račun pa ta človek zdaj že dobi manj kot 4 tisoč evrov, iz 10 tisoč bruto. Se pravi, ali pa tam nekje. In v tem kontekstu je treba seveda razumeti, da 6-7 tisoč evrov od te plače gre v javne blagajne. Če je takih sodelavcev na kolektivni pogodbi recimo 100,
Si izračunajte, koliko milijonov je to, ne, ki gre potem, v seveda drugo državo, kjer se tam odvajajo seveda, ti zneski v javne blagajne neke druge države. Poleg tega seveda ti ljudje imajo višje prejemke in več trošijo, tudi del davka na dodano vrednost ni od njihove porabe, tudi od naložb, ki jih imajo, ni dividendnih, davka na dividende, ki v Sloveniji znaša 25%, na Hrvaškem 12%, ni kapitalskih davka na kapitalske dobičke, ki v Sloveniji znaša 25%, ker vlagajo kot davčni rezidenti na Hrvaškem in nima davka na kapitalski dobiček po 2 letih, do 2 let pa samo 12%, In je treba razumeti širše dimenzije premika visokokakovostnih delovnih mest z višjimi plačami, z višjimi prejemki. In zdaj je Sloklak Brodnjak milijonar, ampak ne, jaz sem dobil na račun 400 tisoč, država pa 778 tisoč in javne blagajne. Ja, zdi se mi, da z takimi argumenti, kot so jih zdaj predstavili, recimo gospod minister Mesec, v bistvu nekako razdvajajo družbo. In zdi se mi, da je v bistvu kar sramotno v Sloveniji dobro zaslužiti. Tudi sama dostikrat dobivam neke komentarje, ko objavljamo in spodbujamo ljudi k varčevanju in pač enostavno za pokojnino bo treba varčevati. Dobivam komentarje od ljudi, da so na minimalni plači in da si ne morejo privoščiti varčevanja, ampak če že danes težko živijo, kako bodo živeli na jesen življenja? Torej, ena stvar je seveda iluzija vzdržnosti javnih blagajn, kot jo poznamo danes, pokojninskega sistema, kot ga poznamo danes, ob zavedanju, da se kot družba staramo in da danes se nam rojeva 16.800 otrok, pred 30 leti se nam jih pa 30 tisoč rojevalo, In to v pomembnem delu seveda zdaj nadomeščamo z priseljevanjem. Do nedavnega so ljudje prihajali še nekako iz področja skupne bivše države Jugoslavije, in so se na nek način lažje in kulturno, jezikovno in sicer prilagodili našemu sistemu in so tudi potem trajneje ostajali. Zdaj, ti ljudje, ki zdaj prihajajo, ne vemo najprej, ali so tu za stalno, ali dejansko lahko na njih računamo dolgoročno, tudi seveda se bojo težje prilagodili na nek način na naše kulturno okolje in bo s tem v družbi prisotnih kar nekaj trend, in prihajajo bolj ali manj na nižje kvalificirana delovna mesta, ki dejansko ne prispevajo veliko v javno blagajno. Zdaj izgubljamo pa mi atraktivnost, zanimivost kot destinacija, lokacija, za tiste, ki seveda imajo višje prejemke. Zato, ker enostavno smo pa tu davčno povsem nestimulativni, nespodbudni. Pri 68% davčnem bremenu, verjemite, to je če ne najvišje na svetu, gotovo na podiju 3 najvišjih odločitev na svetu za višje prejemke. Kar je, če je to slovenski vrednostni sistem, da želimo biti družba res na najvišji možni stopnji enakosti, lahko prav, ampak ob odprtih mejah, ob ideji prostega pretoka talentov, blaga in kapitala, kar je bila osnovna ideja vedno Evropske unije, in s tem posredno zagotavljala, ki bi naj zagotavljala mir, pa zdaj vidimo, da tudi do danes ni več nujno samo po sebi tako, Je pa to seveda na nek način voda na mlin tisti, ki so mednarodno konkurenčni in prilagodljivi, in Slovenci smo pregovorno prilagodljivi, zato ker smo vedno živeli na tem prepihu med severom in jugom in vzhodom in zahodom in smo tovorili, karkoli že smo tovorili iz Trsta na Dunaj in obratno. In se znamo prilagoditi, znamo jezike, govorimo nemško, hrvaško, angleško, kakorkoli, in se hitro znajdemo. In ti, ki seveda, govorimo o 10 tisoč tovrstnih morebiti profilih, maksimalno 50 tisoč, in če nam 1000 teh ljudi odide, je škoda za javne blagajne lahko tudi 200 milijonska. Nihče ne nasprotuje pravicam ljudem. Trg dela je prost. Nekdo, ki seveda danes jamra, da ima zelo nizko plačo, ja prosim lepo, vse življenjsko učenje, zunaj je delodajalcev množica, ki so pripravljeni tudi plačati bistveno več, za svoje zaposlene. Biti v pasivni pozi, jaz sem žrtev sistema, kot seveda je gospod ob mastenju z Burekom ponazoril, je preprost populizem. Žrtev sistema je tisti, ki na sebi nič ne naredi. Tisti, ki misli, da mora država zanj poskrbeti. Če pogledate vi, v lanskem letu gospodarska rast približno 0,8% realna, na 2,7% inflacija, se pravi 3,5% nominalna gospodarska rast. Se pravi, če bi plače rastle rahlo manj kot gospodarska rast, nominalno, bi govorili o rasti produktivnosti. Ker so plače zrasle v zasebnem oziroma v tržni dejavnosti za 5%, pomeni, da je dejansko produktivnost s tem opešala. Mi imamo večji strošek plač, kot smo ustvarili več outputa. V javnem obsegu je pa 12% rast plač pri 2,7% inflaciji, se pravi, in 3,5% nominalni gospodarski rasti. Se pravi, mi dejansko si z svojo produktivnostjo realno na trgu teh plač ne moremo privoščiti. In to financiramo ne z davčnim zajemom, zato ker vidimo, da je proračunski primanjkljaj zgolj v decembru porastel skoraj za milijardo, z temi enkratnimi učinki dvigov oziroma zimskih regresov in tako naprej.
Zdaj bomo videli, kaj v naslednjem letu, slonijo predpostavke naslednjega leta na 2% gospodarski rasti. Jaz, ki s svojimi kolegi na nek način skušam začutiti utrip gospodarstva, ne, in gospodinjstva s tem, ko dejansko upravljamo z 37% vseh vpoglednih vlog prebivalstva, skoraj 40% vseh mednarodnih plačil in skoraj 40% vseh podjetniških plačil, mi ne zaznavamo tega. Ne. Mi ne zaznavamo rasti 2%, realne na inflacijo. Ne. To je 5% nominalna rast skoraj. Ne. Mi tega ne zaznavamo. A lahko mogoče samo še majčkeno se vrneva nazaj na obdavčitev premoženja, pa na denar, ki leži na bančnih računih, ker veliko denarja leži namreč na LB-ju, ne? Dobesedno, na TRR-ju, 0%. Koliko? 37% tega, kar je v Sloveniji. 37%. Republike Slovenije pa je Revolut. Kako? Tretja največja banka v Sloveniji je po številu strank Revolut. Revolut, ja. Se pravi, tu konkurenca prihaja in jemlje vaše stranke. Ampak samo majčkeno bi vas tlele vprašala, kaj je bilo govora o tem, kako aktivirati ta denar, pa smo videli, da smo se namatrali z ljudskimi obveznicami, ljudje niso šli, denarje se ni, ta kupček denarja na bankah se ni zmanjšal, zdaj se govori o individualnih naložbenih računih. A mislite, da bo to aktiviral ta denar oziroma te ljudi, da bojo mogoče preusmerili denar z bank na malo bolj produktivne oblike naložb, ne, oziroma premoženja? Individualni naložbeni računi in ljudska obveznica sta edini res pozitivni potezi v zadnjih nekaj letih v smeri naslavljanja kapitalskega trga kot primerne alternative, ne, klasičnim bančnim vlogam in naložbam v nepremičnine. Zdaj, za nekoga, ki recimo je v mojih letih, je to v bistvu pokojninska shema. Ne. Se pravi, individualni naložbeni računi omogočajo neobdavčeno, ne, nalaganje v precej široko obliko instrumentov, ne, precej široko, recimo, ne, zbirko možnosti alternativnih vlaganj, na način, da to seveda nima davčnega bremena. In zato jaz to ocenjujem kot enega od ključnih korakov, če ne druga, vse za promocijo, ne, skupno promocijo, ker je to zdaj tudi davčno ugodno, ne, vlaganj v alternativne oblike, seveda naložbenih razredov. Ne. Dejansko 15-letno vlaganje na koncu pomeni, da si vplačal teh 150 tisoč evrov, če seveda si sposoben, ne, maksimalne zneske izkoristiti, ne, v prvem letu 20 in potem po 10 na leto in do skupno 150 tisoč, kar bi v 15 letih ob upoštevanju nekih povprečnih donosnosti, ne, če gledamo zadnjih 50-letno obdobje, pa tudi če gledamo zadnje 15-letno obdobje, ne, pa razpršimo, ne, te naložbe recimo globalno, ne, pa kupimo nekaj slovenskih delnic, pa nekaj državnih obveznic Republike Slovenije, ostalo pa recimo globalno razpršimo, pa če ne kompliciramo preveč, pa razpršimo recimo en globalni uravnoteženi sklad ali pa en globalni delniški, pa en globalni obvezniški, ne, pa zdaj tudi lahko so ETF-i karkoli drugega, ne. Če na način razpršimo to tveganje, potem je zelo verjetno realno zaračunati, da bo to zagotovilo tem, ki bodo to maksimalno izkoristili, ne, precej solidno pokojnino. Neodvisno od sistema javnih pokojnin. Ne. Zato bi to bila moja spodbuda vsem, da o tem zelo, zelo, zelo resno razmislijo, da vidijo to kot neko zgodovinsko priložnost, dejansko je zgodovinska priložnost, ne, ker zdaj je pač pri nas odločitev bila povsem drugačna, če si 15 let čakal neko naložbo, ok, tudi na koncu ni bila obdavčena, ne, ampak tudi dividende in reinvestiranja zdaj imajo svojo logiko in tudi vplačila v 14. letu ne bodo obdavčena, ne. Tako da je to neka zdaj edinstvena zgodovinska priložnost. Jaz računam, da bodo pač ljudje to, upam, vsaj poskusili razumeti, tudi najmen pogovor, po moje je seveda tudi motiviran s tem, da jo poskušamo razumeti kot neko zgodovinsko priložnost in rahlo osamosvojitev od odvisnosti od na nek način javnega sistema, ne, pokojnin na eni strani in na drugi strani seveda povsem nezanimivega, ne, depozitnega, recimo, ne, ohranjanja denarja. In potem pa sedimo neki s higieni naložbene košarice, nekaj imam rezerve dejansko v maksimalno likvidnih oblikah, če se mi kaj zgodi, če je zdravstveno ali pa kakšna druga stiska, ne, nekaj pač vlagam v relativno manj tvegane, ne, inštrumente, kot so vrednostni papirji držav, recimo, ne. Nekaj imam potem seveda, verjamem slovenskim šampionom, pa nekaj dam slovenske delnice še dodatno, ne, nekaj pa razmišljam seveda potem o obveznicah držav, kot je danes še imam zaupanje. Danes se geostrategija povsem spremenila v nekaj let, v zadnjem letu praktično, ne, 30 mesecih imamo drugačen svet, komu zdaj zaupamo, ne? A bomo kupovali ameriške obveznice, bomo kupovali švedske obveznice, ali se že bojimo, kaj bo z Dansko, ne, ali kaj bomo zdaj, ne. Tako da je zdaj ta nabor se je malo sproblematiziral, ne, ali zdaj zaupamo, ne vem, Magnificent Seven iz Amerike, ne, a bo Evropska unija uvedla sankcije zoper, si bo drznila uvesti sankcije, ne, zoper ameriške tehnološke gigante,
ker je sicer seveda trgovinska bilanca med Ameriko in Evropsko unijo, Združenimi državami in Evropsko unijo uravnotežena, ne, samo nas je strah poseči po sankcijskih mehanizmih ali pa nekih zaščitnih protekcionističnih mehanizmih, ko gre za informacijske storitve, ker smo tako močno odvisni, ne, od storitev v oblaku, od Microsofta, Amazona in podobnih, ne, da si ne drznemo tega narediti, ker nimamo resne evropske alternative, saj ne čez noč, ne. Če bi mi na ta način odreagirali, bi seveda se lahko zgodilo marsikaj drugače, ne, ampak si tega ne drznemo, enostavno, kaj pa bomo potem s tem? Pri nas so plačeni tako menedžerji, ne samo Ljubljani, ne, ampak tudi seveda ne samo uprave, ne, ampak celotni skupini, 200 ljudi v tem režimu, ne. In če bi zdaj mi takšno količino delnic vrednost v takem obsegu želeli kupiti na trgu, bi to lahko privedlo seveda do sprememb tečaja, ne. In mi ne želimo pripeljati do spremembe tečaja zaradi tega, ker kupujemo na trgu delnice za menedžerje, za nagrajevanje menedžerjev, ne, ki bi potem lahko te delnice prodajali kasneje ali pa zadrževali, ne. Druga stvar pa je seveda, da ne moramo pa izdajati novih delnic za nagrajevanje, mnoge družbe pač za nagrajevanje svojih vodilnih izdajo nove delnice, mi pa tega ne moremo, ker bi s tem seveda delež Republike Slovenije padel pod 25% eno delnico. Za koliko se vam je pa plača popravila, glede na to, da je cena delnice kar lepo porasla v zadnjih letih? Dobro, to je variabilna nagrada, ne. Vse javno objavljeno, morate pogledati variabilno nagrado. Za leto 2025 še ni objavljeno, ne? Objavljeno, ko bo verjetno poročilo objavljeno. Mi smo javna delniška družba in objavljamo takrat, ko so seveda roki za objavo. Delnica je v zadnjem letu pridobila 37%, v zadnjih recimo pogledava treh letih, zdaj gledam na Ljubljanski borzi. 172 v zadnjih 5 letih je delnica pridobila 292%. Vi ste vzeli kredit Streko 2018, ne? Ja. Tako da takrat je delnica kotirala. Koliko je bila takrat delnica? V javni ponudbi sem kupil, pa 51 takrat, ne. No, evo. Zdaj se je splačalo, za nazaj pogledati, ne. Ampak gledajte, nagrada, zdaj seveda bo cela Slovenija skočila v zrak, vsa Slovenija bo skočila v zrak, ko bo objavljena nagrada za 2025, ker seveda bo prvič izplačan večji obseg tega, kar iz delnic izhaja, ne. In zdaj dodeljene so bile pri recimo 50, zdaj pa je cena bila koliko lani, ne, v trenutku, da so dodeljevanje nagrade, tako da, ampak tako je. S tem pa tudi nosiš tveganje, kaj pa, če bo cena delnice polovica, ne, potem pa dobiš bistveno manj, ne, ali pa nič. Zakaj ste se odločili za tako strategijo, recimo pri Krki tega ne vidimo, ne, da bi v bistvu plača bila vezana na ceno delnice? Glede, to je davčnega vidika v Sloveniji povsem nespodbudno in NLB je edina družba, ki to uporablja, ravno zato, ker je z davčnega vidika to povsem nespodbudno. Nas pa to prisiljuje dejansko Zakon o bančništvu, ki opredeljuje, da ukolikor seveda ima banka, ne, v Republiki Sloveniji vrednostne papirje umeščene na trg, se mora polovica nagrade, ne, izplačevati v variabilnih inštrumentih, ki so dejansko finančni inštrumenti, ki so dejansko vezani na te tržne razmere. Tako da smo prisiljeni to že po zakonu. Ne. Zdaj, če me zdaj vprašate, smo zdaj zaradi tega veseli, ne. Zdaj, ko so še vrednosti delnic navzgor, smo seveda veseli, ne. Še bolj vesel bi moral biti pa predsednik vlade, ker bo 79% teh zneskov pristalo v proračunu oziroma v javni blagajni. Kaj pa, če gre delnica če upade tečaj delnice? In dobiš pa toliko manj, ustrezno manj. Kaj pa si mislite o politiki Donalda Trumpa? Njegov mindset je jasen, America first. Sej ne, zdaj vprašanje, a smo sposobni odgovoriti z mega protiučinkom. Make Europe great again. Ne. Evropa je zaspala na lovorikah in je zamudila tehnološki preboj, ne, iz klasične industrijske proizvodnje v seveda informacijsko dobo, ne. Magnificent Seven so praktično vse podjetja iz informacijskih, ne, panog. In že to, da nas lahko seveda zdaj nekdo izsiljuje z nekimi carinami na industrijsko proizvedene izdelke, ne, ali pa kmetijsko pridelane pridelke, in si ne drznemo odreagirati dovolj odločno, ker nas je strah, kaj bo z našimi podatki v oblaku Microsofta ali pa Amazona, ne, in kaj bo naredil Google in kaj bo naredil Facebook in kaj bo naredil nekdo, ki nam ponuja CRM rešitve, ne, za upravljanje odnosov s strankami, je dovolj simptomatično in govori o tem, da smo seveda tehnološko zamudili ta vlak, ne. In zdaj, ali smo sposobni razumeti dimenzijo izziva in se recimo na hitro odzvati, da vložimo kolektivno kot Evropska unija 100 milijard, ne, v razvoj tovrstnih rešitev, ne, se pravi obvladovanja podatkov, ne, upravljanja s podatki, na drugi strani umetne inteligence in tako naprej, ki nadomestijo potem rešitve, ne, ki prihajajo iz Združenih držav Amerike ali seveda zadnje obdobje tudi Kitajske potencialno, ne. Ali nismo, ne, ali bomo pač muzej na prostem in turistična znamenitost, ker kakovost življenja tu je pa še vedno bistveno višje kot v Ameriki in Kitajske, ne, to je pa dejstvo. Ali lahko mogoče sam za konec še poveste, kaj Blaža Brodnjaka skrbi v letu 2026?
Dobro, geostrateška slika je seveda daleč največji izziv v tem trenutku. Nihče res ne razume, kaj se dogaja. Ne. Ta igra je velika igra, ne. Od tega, da nekdo pošlje med letom nekam eno AI powered fotografijo oziroma sliko, ne, z zastavo zapičeno na teritorij neki. Ne. Poglejmo si skupaj, vse pozivam na govor premijera, predsednika vlade Kanade v Davosu. Še so glasovi razuma, še so glasovi multilateralizma in liberalne demokracije, nekih sodobnih pridobitev civilizacije, ni upanje še umrlo. Ali lahko Evropska unija se poveže v neko širšo integracijo ponovno z Veliko Britanijo in po možnosti s Kanado in se iz cone obdobja demografskega hedonizma prelevimo v ponovno neko propulzivno družbo ob zavedanju, da je treba več delati, pa mogoče tu pa tam nekak dan manj med dopusta. In če želimo tekmovati seveda s Kitajci. Včeraj sem imel pogovor z enim kolegom, pravi, da na teh elitnih londonskih šolah oziroma angleških šolah, Oxford in Cambridge, so samo še kitajski in indijski otroci, ki se učijo 16 ur na dan, mlajši pa po 4 urah postanejo utrujeni, ker morajo imeti balans. S temi otroki bo težko živeti na način, da bi lahko tekmovali, ki se bo morali naučiti sodelovati. In zdaj mi pa, kot rečeno, bi delali ob zavedanju, da nimamo dovolj otrok 30 ur, mi ob zavedanju, da nimamo dovolj otrok, stimuliramo upokojence oziroma mlade ljudi pri 58, da delajo 80% časa, namesto da bi dovolili upokojencem, ki so že upokojeni, delati s polnim delovnim časom, mnogi si to želijo. Mi smo v enem drugem filmu in če ne bo prišlo do preloma po teh volitvah, da se igra drug film, da smo v napačni dvorani, potem pač se nam ne piše nič dobrega. A izkoristite kdaj pravico do odklopa? Ma kakega odklopa? Se ni odklopa. V digitalnem svetu je 24/7 privatno in službeno povezano, mislim, zvezno povezano. To je odlično. Kaj pa mogoče, samo še to, kaj pa ECB, monetarna politika, to pomembno vpliva tudi na poslovanje NLB-ja konec koncev? Zaenkrat se izkazuje kot na nek način stabilno predvidljiva, recimo, v tem, kar gledamo lahko eno leto naprej. Se pravi, zdaj v tem 2026 se nakazuje, da ne bo nekega večjega eksperimenta strani kolegic in kolegov v Frankfurtu. Se pravi, to 2-odstotno obrestno okolje je v bistvu ravnovesno obrestno okolje, ker cilja 2-odstotno inflacijo. In dokaj je inflacija na področju Evropske monetarne unije bolj ali manj tu okrog 2%, in gospodarska rast kljub vsemu pozitivna, če tudi zgolj zmerno pozitivna, ne pričakujem, da bi Evropska centralna banka radikalno spreminjala svoj smer v denarni politiki. Ok, mislim, da je to. Najlepša hvala za odlično debato. Enako, hvala za povabilo. Poslušajte Money How, ne bo vam žal in lep pozdrav.